Skupščina je potekala po pričakovanjih. Podano je bilo nekaj nasprotnih predlogov, kar dejansko smo pričakovali strani malih delničarjev in pa tudi strani enega večjega lastnika Soda. Kako je bilo z imenovanjem nadomestnih članov nadzornega sveta? Nadzorni svet je predlagal za nadomestnega člana gospoda Uršiča, Vladimirja Uršiča, bivšega člana uprave Zavarovalnice Triglav, in je bil seveda z veliko večino sprejet ta predlog. Kakšno nevarnost bi pa predstavljali predloge, ki so govorili o tem, da bi dali ali 0,10 ali 0,40 centa za dividendo še na delničarje? Poglejte, podobno umaknili smo mogoče čisto iz praktičnega razloga. V lanskem letu je bila izplačana dividenda 0,10 bruto na delnico in v podjetje smo dobili ogromno klicev malih delničarjev, ki so bili nekako nezadovoljni nad to neekonomsko odločitvijo, ker samo nakazovanje in pa dvakratno obveščanje stane mnogo več, kot znaša recimo strošek oziroma skača dividenda za 10 delnic. Tako da so nas s tem vodili tudi praktični ekonomski razlogi in mislim, da so se delničarji danes odločili v korist svojih interesov. Skratka, ne bi bila taka velika škoda, poslovna, kakršnakoli, če bi izplačali 2 oziroma 9 milijonov, kolikor bi znesle te. Kar se tiče z vidika kapitala, sigurno ne bi bilo, mislim pa, da v teh težkih kriznih ekonomskih, gospodarskih časih moramo paziti tudi na stroške, ki pri nakazovanju in obveščanju delničarjev niso tako zanemarljivi. No, to je ponovno pomembna družba v večinski lasti Republike Slovenije oziroma paradržavnih skladov, ki daje jasen signal malim delničarjem in državljanom, da ne odidejo iz teh družb, kajti ne delijo dividend, in tudi večkrat jasno izražene deklaracije o transparentnosti delovanja so se izkazale kot res iztrte, izvite in neresnične, s tem, ko ne podprejo predloga, da bi se o posameznih članih nadzornega sveta in uprave, precej se jih je zamenjalo v preteklem letu v Zavarovalnici Triglav, odločalo poimensko z naslova razrešnice. S tem se jasno kaže vse kaj drugo kot želja po transparentnosti in to je signal, ki ga daje Republika Slovenija, paradržavni skladi, navkljub drugačnim deklaracijam ljudi, ki so konec koncev v pomembni vlogi, tako na mestu predsednika nadzornega sveta, predsednika uprave kapitalske družbe, predsednika Združenja nadzornikov Slovenije, gospoda Jamnika, kjer so sprejeti številni kodeksi, večkrat deklarirana stališča, kako naj bi korporativno upravljanje izgledalo, na drugi strani pa mali delničarji in nasploh državljani v kontekstu delovanja pomembnih družb v Republiki Sloveniji s popolnoma drugačnimi izkušnjami. Tako iz naslova razrešnice upravi nadzornemu svetu in članom in dejanskega opredeljevanja odgovornosti iz tega naslova, kakor pri delitvi dobička in dividend. Naš predlog je predvideval manj kot 100 celotnega dobička, ki bi se namenil dividendam in bi to bil ustrezen signal, da družba želi imeti v svoji lastniški strukturi tudi male delničarje, preko 30 tisoč jih je še vedno in jih tudi na način v težkih časih skozi dividende stimulirati k temu in nadgraditi za njihovo prisotnost in vztrajanje v lastniški strukturi družbe. Kakor tudi pri nasprotnemu predlogu v zvezi z 9-članskim nadzornim svetom, ki še vedno nima predstavnika, ki bi odražal male delničarje v lastniški strukturi. Vse to so še enkrat zelo jasno dani signali, da mali delničarji v družbah, kjer ima Republika Slovenija ali paradržavni skladi pomemben delež, nimajo kaj iskati in da je torej zaželeno, da se čim prej iz njih odprodajo, odstranijo ali pa grše rečeno poberejo. Moram pa reči, da se na informacijsko pisarno v okviru Vseslovenskega združenja malih delničarjev obrnilo precej
delničarjev, ki sprašujejo izdatno o tem, ali bodo dividende v tej in oni družbi. V glavnem se vsa ta vprašanja zvedejo na družbe, ki so v pomembni lasti Republike Slovenije ali paradržavnih skladov. V prihodnje bomo imeli še kar nekaj takšnih skupščin, kjer se podobno ne predvideva delitev dividend. Še enkrat ne izpostavim, če komu, morda predsedniku uprave, ki upravlja, poleg tega, da je predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, še številne druge pomembne funkcije, vključno z novo imenovanjem članom in namestnikom predsednika nadzornega sveta v Krki, kot eni pomembnejših družb in sigurno zelo odgovorna funkcija, poleg njegovega mesta v upravah in v nadzornih svetih hčerinskih družb in investicijah na področju bivše Jugoslavije strani Zavarovalnice Triglav, da se njemu morda nekaj 100 evrov ne zdi primerna dividenda. Smo pa prepričani, da to ne velja za večino malih delničarjev, ki jim tudi takšni zneski v teh časih pomenijo veliko. Hkrati pa še enkrat izpostavljam, 2.700.000, kolikor bi od celotnega dobička družbe Zavarovalnica Triglav, ki znaša 252 milijonov evrov, pomeni manj kot stotino in vsekakor je osnovni nivo kulture, da družbe v taki situaciji dividende podeljujejo, sploh ko gre za okoliščine, kakršnim smo priča v primeru Zavarovalnice Triglav, tako da vsakršno tovrstno razglabljanje se nam zdi neutemeljeno in za lase privlečeno.